Lipica turizem je brez denarja, 35 zaposlenih bi moralo jutri prijeti januarske plače, pa se to ne bo zgodilo. Decembra so dobili samo polovico. Nekaj upanja je prebudil drugi poskus najema kredita pri Delavski hranilnici, vendar je padel v vodo. Za najem kredita morajo biti v celoti poravnani prispevki za pokojninsko in socialno varnost zaposlenih, družba pa mora imeti denar ali premoženje, s katerim kredit zavaruje. Če denarja ne bo, bo stečaj neizbežen. Jaz sem prejšnji teden obvestil tudi SDH in pa uvednost vladi Republike Slovenije, da sem začel z postopkom insolventnosti. Pripravlja se ta načrt torej sanacije in pa reorganizacije, tako da zdaj bomo videli, kako se bo odzvala torej vlada Republike Slovenije in pa SDH kot upravljalec. Jutri bo v Ljubljani skupna seja parlamentarnih odborov za kmetijstvo in za gospodarstvo in morda bomo slišali odgovor. Na sejo so vabljeni tako minister za kmetijstvo Dejan Židan, ki je v prvi vrsti odgovoren za Lipico, kot predstavniki Slovenskega državnega holdinga, katerih naloga je predlagati vladi, kaj z lipiškim turizmom po 31. marcu. Ko bojo oni to pripravili, verjetno se bo vlada morala opredeliti do tega v enem letu, kaj bo z Lipico. Potem bo pa verjetno tudi dan odgovor, a bo biser ostal in kako se bo ta turistični biser razvijal. Lipiški delavci, ki o svojih težavah ne želijo tožiti v javnosti, pa ohranjajo upanje. Lipica je v več kot 430-letni zgodovini preživela že marsikaj hudega.